Živijo dekleta. Živjamo. Kaj vi dve predstavljate tukaj? Smo sam lepe tle. En more biti. Sem mislil danes, da bom reporter, se pa bolj slikam, kot kar reporteram. Kako se ti zdi na eventu? Odlično, odlično. Dober. Ja. Kaj ti je najbolj všeč? Pa koliko različnih avtov je? Kaj pa žene, gledaš kaj žene? Ne. Prevače. Živijo. Kaj? Kako si? V redu, Kako ti je? v redu. A boste se fajn imeli danes? Ja, mažoretke pridajo pa k meni. Zdajle bo povorka pa to. Ja. Zdajle bo hudo. To je to. A je kakšna ustrezna? Vse. Vse? Odbirača nima jebača. Jaz se s tem totalno strinjam. Kaj počneš tukaj? Delam slapoti. Nekaj, daj mi povedz, Ne, malo lepo. za kva si tole? To ne da noter še. To obvezno da je noter. To vem, da Upam, da je vsak to let... sam zate, za tvoj vlog. Ne, to je prav za New Limits vlog. Ne. To ne bo sam za dinotija našega. Glavna zvezda v New Limits vlogu in jaz sem ponosen na te. Vsako leto lepo skrbiš za tole in vse prav. A veš kaj, čez poletje se gradi, po zimi pa sluš. Vaš da on lepši od mene, to je važno. Drugače si v redu? Ja. Kako se ti zdi na eventu? Nenad Krajišnik, ja sam iz Odakle Srbije. si? Iz Srbije. Odakle iz Srbije? Iz Sremske Mitrovice. Pa šta radiš ovdje? Voditelj automobila. Iz Srbije si došao u Sloveniju na event? Uvek. Bravo. Ljudi moji, ja ste vidjeli to. Sve najbolje. Organizator super. Svaka čast. Svaka čast. Dobar dan. Dobar dan. Živio. Dinotko! Ovo je zdaj. Kje si ti model? Evo, danes sem v vlogi reporterja. Povej mi, reporter, zakaj si ti zdaj prodal vse svoje motorje, sam še Vespo furaš? V bistvu nisem, imam doma še 2 skuterja, pa 2 BT-ja, Pony Expressa, Pa nič ne pokažeš pa več. Solexa imam po novem. Solex. Veš kaj je Solex? A je legenda. Kako se vam kaj zdi tle na eventu? Zelo super. Zelo super. Lepke. To je pa privat. hvala. Ni panike, glik sem jih, včeraj sem jih naredil. Kako se vam kaj zdi na eventu? Super. Še boljš, kot prejšnji let. Dobar dan. Ja, prav lepo zdrav. Kako ste kaj, gospod župan? Jaz zelo sem vesel, da se je zbralo toliko ljudi, predvsem po tem covidnem sindromu, ko so ljudje še vedno nekako zaprti vase, tu pa so dogodki, kjer se ljudje sprostijo, kjer se pogovarjajo, kjer izmenjajo svoje težave, pa tudi lepe stvari in mislim, da se moramo več družiti, več pogovarjati in lažje nam bo. Fanti, kako se vam kaj zdi na eventu? Evo, super. Pa super, drugače. Ja, Kaj ste najbolj uočili? driftanje. Driftanje? Ja, Ti? isto driftanje. Kaj pa ti? Znači, vi bi radi bili drifteri. Ja. Kako ti je kaj na New Limitsu? Fajn, Kaj ti je najboljš na New Limitsu? avti. Bravo, Vero. Vrede, Kar snemi, no. Jaz sem rekel, Jaz moj bivši sodelavec. V Etri sva delala. Ne, videla si bila legenda. Punce, kako ste kaj? Odlično. Kaj je najboljšega na tem eventu? Avti, Kjer je avti? Kjer je avti? Ja, Audi, BMW, še Lamborghini. Sem skromne ste, kaj naj rečem? Ja, Ne, ne, 10.000 ur takih, ko mogoče Feltno od Lamborghinija lahko kupite. Tako. Tako da kar naprej. a ne? Točno to. Upam, da se boste danes imeli dobro, pa da čim več nasmehov potalete fantov, pa seveda flyerjev. Tako. Ajde. Hvala lepa in enako. Ajde. To je to, nima veze. Naveza na YouTube naročil. Ti, daj roke. Pa ti si car carov. To je to. Dobar dan. Kako smo kaj? Super. Daj mi povej, kaj ti je najbolj všeč na tem eventu? Tale senčka. A ti je vroče? Fule vroče. Jaz mislim, da je tudi dostim fantom okoli tebe tle je vroče, tako da nisi edina. Komu je vroče? Kateremu je vroče? Ne? Jaz mislim, da sonce danes zmaga. Ja, Tudi mislim, glej. bolj Hvala Bogu. vroče od mene. Boljš, da je sonce, kot to, da ni sonca. Kje imaš prijateljica? Šla je nekam. Kje je prijateljica? Evo je. Prijateljica je za kamero. Spet je pobegala. Ne vem zakaj, veš, ona mene pusti tako. Pridi sem, kaj ti je naroda, no? Vedno. Upam, da se boš čim bolj šmela, pa daj 5 malo še zagret publiko tja. Hvala, enako. Gremo naprej. Se kaj dogaja, Vidim, da pivička je za moč. Kje so žene? Žene, doma. Zelo so pravi. Žene prihajajo. Zdravo. Mi da se poznava iz Most.
sem včasih bil tam inštruktor, ti si pa bila osnovna šola, pa si hodila v Mercator pa to. Kaj ti je najbolj všeč na eventu? V redu mi je vse. Čisto vse, neka posebna zadeva. Zaenkrat nič kaj posebnega. Toliko jim nudimo pa na koncu. Ne, vse je v redu. Nisem kritizirala. Dobro kapo imaš. Si prišla ven iz the hood. Ja, še z mostine. Sam res, uživi, ajde. Ajde, čak. Kako se ti zdi na eventu? V redu. Kaj ti je najbolj všeč? Ti. Bravo. I like. Dej, roka. To je ta delavska roka. Vse to. Aj, gremo naprej. Dej, da te malo vprašamo, koliko pije tvoj kamion na 100? Če ga na črpalk ne bi ugasnil, ga tudi natankat ne morem. Živijo? Kako smo kaj? A sem ga uletil? Ja, si uletil. Jaz vedno uletim pa izletim. Pa jokajo, pa čez 9 mesecev kličejo. A veš, kako je to? Scania, kaj je to? Scania je premium znamka tovornjakov. Danes smo tukaj že, v bistvu smo tukaj že drugo leto. Imamo model Super, zraven je od naše stranke V8, tako da marsikaj za videti danes. Prav, jaz ko prijem samo kupam en kamion. Absolutno. Daj mi povej, a punce padajo na kamione? Ja. A ne da padajo, ker one vejo, koliko je to denarja. Samo Audi BMW, Scania v bod. Kako se imaš kje na tem unilicu? Slabo. Fulje za noč, te kurči vse, ko bolj take novijo, da to je pa katastrofa. Slabše prireditve še ni bilo. A čigava si pa ti? Od soseda. Kaj vi kaj počnete tukaj? Mi tukaj sedimo pa pijemo vodo. Pij vodo. Pač prvo smo razstavili. Razstavili smo vseh 6 generacij M3. Vse, ki obstajajo. Katero podjetje imate vi tle? Naroči auto.si. Naroči auto.si. In dejansko ste prišli pokazati storitev, katero vi upravljate. Tudi. To pa je? Uvoz po naročilu. Česa? Žensk? Vozil. Vozil. Žensk. Pa S dobrimi avti pridejo punce, ne, tako da ja. Sam pa je Scania dobiš več. Sem malo dražji. Scania ima prostor že noter, ne. Bravo, to je to. Drugače, kako se kaj imate na eventu? Ful je dober. Vreme so naročili top, dogajanje je top, tako da zmaga, dobro organiziran. Kaj s svojimi avtomobili po driftu? Ne dovolijo. Ne dovolijo, to je to. To je to, ne dovolijo. Pamete, kakšna je vaša funkcija danes na eventu? V bistvu mi dva z Markotom predstavlja ABL, Marko še naroči avto, bomo pa povedali. Gospodu Ferlino posvečevanje prodaje. Ti slišiš to nekaj? A dela mikrofon? Super, no, dajte no. A boste kaj driftali? Imamo 4x4 pogon, ne gre. Vse se tu da, hvala. Gre, mora. Če pa ne, pa porinemo, ne? Diferencial je crkno. A spet? To je pa, gled, Porsche, nimaš kaj. Zdajle smo pri famoznem BMW M3. Za tale avto moraš prodati ledvico, se pravi, ali pa delati v fabriki, kot je Jovan pa Saturnus na 40 let, zato da si lahko privoščiš take hude gume, mišlinke, feltne. Ta avto je primeren za osvajanje punc in ne dajanje žmigavcev v ovinke. Pa malo šala na stran, avto je super, saj vidite, dobro izgleda. Pa tudi res kakšno punco dobiš. Ajde, gremo naprej. Tlemo še BMW, gled. Lahko zberaš od najnovejšega, pa ga je starejšega, tele bule so kar seksi. Samo lahko bi malo tole spoleril. Pa imamo tukaj še enega starejšega, sprav imamo tukaj vse generacije, od najnovejšega do najstarejšega. Evo ga, je 46. Ta zga ima moj prijatelj, SMG-a, tegale, sam ne bil zlat. Zadnji imamo pa po moje najbolj popularnega, pa i30, oziroma i36. Gremo pogledaj. Kje si, kaj zdaj? Roka, gledaj. I36. Snimamo. A bo sliko, dej. Eno hitrico sliko. Minuti ti bodo. Hadouken! Dober si, stari, spomni se. Živite. I36. Tale avto je bil moj sanjski avto. Kar izvoli. To je bil moj sanjski avto, ko sem bil star 20 let. Znižan, feltne z robom, spoiler, črne šipe. To je to. Punce padajo. Glej, stari, tole mašino. To je pa American Muscle, Dragster, dobro se no, gled ti to. Živ. Vidim po tatuju, no, vi ste stara legenda. Dajte mi povedati, kako se vaše podjetje imenuje? Nimam podjetja. Kaj pa imate? Lakočemo DOO. Aha, a je to vaša zadeva? Ja. Čakajte, ste vi Američani ali kaj? Ne.
Kako to, da imate tak stroj v Sloveniji? Jebi ga. To je dober Veliko sem odgovor. po Ameriki hodil. A ste, ne? Je vpliv. Dajte mi samo malo povedati specifikacije te zadeve. To je top metanol Dragster, a ne? Motor je Fordov, 8500 kubikov, ima pa približno 2000 konj. Na 400 metrov doseže tam 300 na uro. Pa to vi voste? Ja, jeste. Kje pa? A v Sloveniji je kakšna proga za tole? Ne, ni. Ni, a ne? Ponovadi sprobavamo na letališčih, a ne? Aha, sprobavate, a dosežete polno hitrost pa to? Niti ne, ker mora biti polepljena steza z gumo za tak. Aha, zato da je grip. Ja, da je grip. Koliko G sile tukaj? Ah, ta 2 do 3 G. Samo. Prav, če si 100 kg težek, si na koncu 200-300. Ja. A ni to dovolj? Imam še eno huj zadevo, ker 10 G doseže. 10 G, kaj je to, avion? Raketa? Akrobatski avion, ja. Avion, ne? Hvala lepa, hvala. Nikaj. Ajde, čau. Tole je pult na 100, dejansko me ušesa bolijo. A človek znotraj, ki daje gas, ima slušalke, vsi ostali pa ne. Tako da ne da se dolg čas zdržati. Možda gremo. Tam se ne pajkice vidi, veste. Živijo. Bom izkoristil dobro sprijetje. Kaj pa ti tukaj? Ja, evo, malo sem si šla ušesa uničiti. A ne, na fitnessu ni takih decibelov, ali kaj? Ne, to pa res ne. Ja, tukaj smo malo bolj vroči pa glasni. Daj mi povej, kaj ti je najbolj všeč na eventu? Ja, teli močni fantje, ne, v bistvu sem prišla par kolegov. Malo strongmane navijati. Tako. Imaš ti kaj danes dvigovala razen Ne, poglede? don sem pa frej, tako da za spremembo bom pustila. Ona ponavadi dviguje v teži, pa še kaj drugega. Pozabil sem te vprašati, kako ti je ime za moje gledalce, za naše. Šušme Lara. Lara je aktivna pri telovadbi, se pravi, kakor sem prej rekel, dviguje stvari. Ja. In zdaj mi bo pokazala na moje švoh, a ne, neogreto rokico, kaj pomeni Pure Power. Si ready? Ja, I guess, da sem, ne, a si ti ready? Ja, sem na Tako je, odlož mikrofon. Se me je kar strah. Jaz bom na vso silo, ona mi bo pa pustila, da zmagam. Prav? Ok, ja. Zmeden. Kar počaj. 3, 4, zdaj. Za moško je kar, za žensko, moško. Dej no, potrud se malo. Samo dobro? Ja, to si močno. Ja. Zdaj se moram pa že napenjati. A naj pustim ali ne zmagam? Daj, to je vprašanje. Ajde, še vrka, pusti, da zmagaš. Ne, ti kar. A bo šlo. Fajn te dekleta bruka. Sem je močna, za punco je močna. Sem se že zadihal. Potegam. Več govoriš. Glej, tako bom povedal. God, se že matram. Ona je po mojem močnejša od 50% moških tukaj. Tako da, aj gre še lepo. 3, 4. Sem pa švok. Se splača ekstra sete na levo delati. Kaj jaz desno skozi? Leva mi ne gre. A saj sem ti rekla že leta nazaj, da moraš roke malo menjavati. Čestitam. Fante, Hvala, tako je hvala. fauž. A da ste, jaz sem. Tako da Lara wins the left one. Ko se, kje počutiš na tem eventu? Odlično, noro, bomba je. Kaj ti je najboljši? Vse. Ni da ni. To je to mi rabimo, to mi rabimo. Stavljate kaj? Vidkar. Kaj pa je vidkar? Trgovina z opremo za avte, tako da kar obiščite spletno stran in si pa gledajte, ne? A njihov najljubši oziroma najbolj popularen produkt je? Ja, dosti jih je, ne? Ampak tiste glavni, tepihi, gumijasti tepihi. Ja, ampak zame je tudi čistilo, kdaj ženske itak. Tole tukaj so lepi primerki sanjskih avtomobilov, katerih si želimo vsi, vi in mi. Zdaj imamo enega Mercedesa GT-a, potem imamo enega Porsche, hudega RS-a trojko, potem imamo še enega Porsche, rdeče barve in tukaj imamo Lamborghinija STO. Moja osebna izbira bi bila Lamborghini, ker sem jaz Italijan, di noti. Živijo, zdravo, kako si? Kaj bo dobrega? Kjer ti je najlepši avto tle? Lamborghini. Bravo, sva že dva. To tako je. Di noti! O, tole pa mislim, da vsi poznamo, tole pa Techno Shop.
sam osebno sem sodeloval z njimi, dejansko oni prodajajo ostren program, njihove ledice in to, in vam povem, da je brutalen izdelek. Gremo pogledati, kje so. Glej to, te špic lampe stare. Jaz mislim, da s tem narediš o noč dan. Dobar dan! Kje si, kaj si? Techno Shop. Nic. A si nas prišel malo pogledati? Prvi se malo vprašati, kaj pa vidite? Ja, mi pa haramo. Daj mi povej, vaša firma, podjetje predstavlja kaj? Pa v glavnem danes smo tukaj prišli zaradi Osrama, ki predstavljamo cel njihov program, od žarenc do vse njihove opreme, ledic, polnilcev, boosterjev. To si bom povedal. Zakon so. Ne, sam poln mora biti, booster mora biti poln. Booster je zakon, me je rešil že ne 3-krat, ampak ledice so brutalne. A so? Jaz ti povem, da jaz po noč dan. A se sem še po noč voziš? Žač, kaj rabim? Ledice za skuterja. Žmigavce, štop lampe, pa sprednje. Tako je. Boš zrihto za minutja. Seveda, ne. Normalno. Techno Evo, Shop. dil. Prid na technoshop.net, tle v Šentjako, Ljubljana, Črnuče, to je to. Nisem prijatelj rekel, da odkar sem prvi zmontiral ledice, vidim po noč dan. A ne, to je to. Sploh ne hodiš domov. Sam po noč se vozim. Zdaj se premikamo proti notranjosti eventa. Gremo proti RP Toolsu, kjer dela en in edini Scooby. Gremo. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste? Tomaž. Tomaž, kaj vi predstavljate tukaj? RP Tools. RP Tools. Podjetje RP Tools. Podjetje se ukvarja s čim? S prodajo avtomehanične opreme, servisne opreme. Se pravi dvigal? Je tako. Ročnega orodja? Tudi. Kompresorjev? Tudi. Poznate Scoobyja? Poznam. Kakšen faktor je Scooby v vašem podjetju? Glava. Glava. Ja. Trenutno ga iščem, da bi kakšen naredil z njim prispevek, ampak ga ni. Dajte mi povedati, da on uporablja vaše dvigalo. Je tako. Tako. Vem, ker popravlja moje avtomobile na njemu. Vem. In pravim, da je super. Kje vas lahko kaj najdejo ljudje, če bi hodili kupiti kakšen tak dvigal? Tim. To se nahaja kje? Grosuplje. V Grosuplju. Se pravi, če rabite dvigala, da bi šraufali avtomobile? Tim. Kupite kje. Dober dan. Dobar dan. Vi pa ste? Anže, bolj znam pod imenom Vortex. Vortex pa Dinoti, to je ta kombo. Kot to še ne veste, ja. Najjači. Tega ne veste. Mi smo gamerji. Ja? Mi gamamo. Pa po duši tudi radi imamo avtomobile. Bravo, petrolheadi. Trenutno gamaš kaj? Evo, GTA. Sami dobri avtomobili, tako da se jih mogoš v živo prijeti pogledati. Čakaj, Fortnite si nehal? Ja, Fortnite, kva? 2024? Še vedno obstaja? Čeprav zdaj se je toliko spremenil, da so sam še avtomobili noter, pa so najmočnejši, tako da mogoče svet nazaj svičal, kada so avtomobili noter. Da mi povej, kaj delaš pa RP Toolsu? V bistvu RP Tools mi je zrihtal karto, da sem lahko sploh noter prišel, ker smo se en dan prej dogovorili, da bi jaz moj avto pripeljal, to je nov Hyundai 30, nas sem kupil. Sem slišal, da si malo pojačil. Ja, tako da, ampak so na zadnjem danu odpovedali, ker bejni dosti placa, tako da sem pa še vsem karto dobil. To, kaj nisi Honda imel? Ja, se sem rekel, ne, zakaj niso tebi rekli za Honda? Se sem mi rekla, sem se rekel ne. Ja, bolj, škoda, ker bi mogel biti kleber, kjer Glej, zdaj bo kakšna nevihta, pa to. To sem tudi jaz razmišljal, ja. Tako da boš, da je Hyundai v garaži. Po eni strani sem bil kar mogoče pa dober, nikoli ne veš zakaj. Vortex, legenda si. Ajde. Živo Dino. Kjer faktor si ti v tem podjetju? Mi smo faktor, jaz pa Scooby smo glavno v tem podjetju. Prej sem enega gospoda sprašal, tistega pa To je Tomaž, ja. Tomaž, pa je rekel, da vas ne pozna. Ja, res je, ker mi smo zelo, veš, strici z ozadja. Kje pa je Scooby zdaj? Skril se je, ker je tukaj majhen. Drugač vidim, da imate tukaj vzad. Kaj imate to za ene zadeve? Le, to so vse monterke od RP Toolsa, kompresori naši, kar potrebujem zdaj za tale event, da drifterjem našemu sposobno menjavanje gum. Zdaj bomo šli pa pogledati Root Gentleman Garage, to je pa en prijatelj, katerega sem jaz poznal par let nazaj in mi je pokazal, kakšne projekte dela. Vidim, da je kar pojačal, gremo do njega. Dosti govora, prosim, obrnite se sem. Ja, živijo. Kje si zdaj? Kako? Evo mene. Nisi mi povedal, da boš tukaj. Vedno jaz ne povem, kjer hodim po svetu. Prijatelj moj, jaz sem izredno presenečen, da si ti tle. Vidim, da si prišel pokazati hude motorje. A si to vse ti delal, oziroma vaše podjetje? Tako je, vse so naši. S čim se ukvarja tvoje podjetje? S predelavo coffee racerjev, oziroma motorjev coffee racerjev, scramblerjev in podobne zadeve. Se pravi, pri tebi lahko predelamo nekaj takega. Nekaj tazga, ja. Ne taga, ampak tazga. Jaz se tudi tega ne bi branil drugače, ampak okej. Kaj imamo tle? CB 550F, 74-letnik. 74-letnik. Ja. In se pravi, kaj si ti tukaj predelal? Tukaj je maska, ki je drugače v originalu ni, mašina je obnovljena,
drugačni rori so gor, zadek je narejen, sedeži, torbice, zadek je narejen, da ga sam snameš za 2. Kdaj boš kakšnega Pony Expressa naredil custom made? Tam na gor imaš Tomusa. Evo ga, avtomatik. Tega si čisto obnovil, vidim. Celega, od zadnjega šraufa smo ga. A pa so te motorji za prodajo ali kako? Ne, to so že vsi od lastnikov pa naprej znanega kupca. Aha. Se pravi, tebi v bistvu prije kupac, pripelje motor, reče to mi zrihti, ti zrihtaš. Tako, ja. Rude gentleman garage, ljudi moji. Hvala. To je to. Gremo naprej. Povejte mi, kako se vam kaj zdi tale event? Ja, zelo v redu, veliko ljudi in marsikaj lahko vidimo. Ne? Katera stran na eventu oziroma panoga vam je najbolj všeč? Glej levo. Porsche. Ne, Porsche. Se pravi, čakaj, a nimaš ti minija doma? Ja, čak, ti si druga zgodba, ampak načeloma pa Porsche, ja. Porsche, to je to. To je to, ja. Sa ti veš, da za Porsche moraš ledvice prodati? Pa še kaj imaš eno ledvico, da ga imaš. Stari, jaz sem tik pred tem, da jo prodam. To je to. Moj stari prijatelj iz diskoteke Lipa, 25 let nazaj. Gremo. 30. Tole, kar vidite tukaj, je Lamborghini leta. Rjav, tak mal za brezpotja, makedame, mogoče tudi malo šume. Verjemite mi, da s takim Lamborghinijem, ne s takim pridete daleč. Zdaj imamo Pluta, se pravi Plut Autoličar, tudi moj prijatelj, ki mi je obnovil oziroma prebavljal BT-ja in mojega Energyja. Trenutno iščemo nekoga, ki bi se postavil pred kamero ter povedal, kaj je v podjetju, ampak Jurčka ne vidim. Vidim pa brata, pojdi za mano. Kje si legenda? Živijo, kaj se pa kje? To zdaj snema. To je starejša mišica. Plus Avtoličarstva. Dej ruka mišica. Ne moram, hvala lepa. Moram delati. Danes predstavljamo podjetja. Aha, okej. Vi predstavljate, v bistvu ste Avtoličarstvo Plut. Seveda. Kaj najraje počnete v prostem času? Stran sem od avtomobilov najraje. Zato, ker ko je šiht, jih cel dan gledam. Kakšne avtomobile pa kaj delate oziroma gledate? Vse, od Volkswagenov do Porschejev, do Ferrarijev, do Fiatov, ni da ni, do motorjev. Se pravi, vaša glavna panoga je... Avtomobili plus industrijsko barvanje, kioski, avioni. Juge, stare. Ja, to. A ni to legendaren kiosk? Pa stari moj, tam smo mi mesečno kupovali. Ja, pa tam si tudi sladoled vzel, pa vse. O mamo smo tudi kupovali. Pa bazuka, čigumije, vse. Ni da ni. Pa vroči kaj. Ne vem, kaj je to. To star pa nisem. Vsi veste vi, kaj je vroče, pa mama. Veste vi. Ti ne veš, kaj je vroče. Jaz sem bil takrat mulec, po 14 letih, pa smo zbirali pogum, kdo bo vzel vroče kaj. Takrat smo, Avtoličarstvo Plut. Ja, to je to. Če rabite kje za štrikati, to je to, jaz vem. Tole. Meni motorje štrikajo. Ja. BT pa Energy, pa še boste, hvala. Ja, thanks. Ajde. Ej, se vam bo še eno? Ne moram. Daj drugič povej, da boš prišel. To je, kaj imaš tok imaš dobro, zadnjič, ko sem popil, se mi je vrtel še fucking 2 ure. No, zdaj gremo pa do Štila. Z njimi sem tudi sodeloval, od njih imam Strajfix, se pravi visokotlačni čistilec, ki je bomba, pa sesalec za avto, multifunkcijski vodni, suhi. Tako da gremo do njih pogledati, kaj oni nekaj počnejo. Dobar dan. Tukaj imamo nekoga, ki je pri tleh, nekaj pobira, ampak ne vem kaj je. Živ. Zdravo, kaj pa ti počneš na tleh? To so pa take šnite, to je ten pršut, sam da je lesen. A se da to kje pojesti, da vidim, če je to? Da probi, stari. Da mi moja trojka, stari. Ja, bolj ugrizen. Trojka je slaba. A ja. Daj mi povej, kaj ti počneš kaj tukaj. Švicam, režem tile šnite, pa malo jih folka talam, fenem pa to. S kakšnim orodjem? Z motorko. Ti si pa je ful znan potem, ko sekaš gost, pa te traktorje furaš, pa čovne v bazene daješ, pa take fore. Ja. A letos boš kaj ponovil, kaj tazga? Težavo imamo, nimamo več ljudi, vse so se poženili, da so vse resne in to je kurac. A jaz sem vedno govoril, da se ljudje, moški ne smemo poročiti, ker pa je konc, tukaj da bo umrl. Ja, to je res, ampak vam jaz zdaj govoril, če sem še 14 dni nazaj poročil, stari. Ja, čestitke. Sprav delaš za Štil. Ja. Kakšna je to firma, podjetje Štil? Ja, to je zakon, to je za gozdarsko zadevo top. Sprav ti si gozdar? Ja, nisem. Ja, imam, ja, sam nisem pa kakšen profesionalc. Jaz lahko prišel kje do tebe, jaz se grem vsako jutro v šumo, pa se derem every time šuma time. A lahko pridem do tebe every time šuma time? To sem videl, ja. Ja, dej, pa kakšna modra rekva not, pa je. Izdarija se menva že en leta, pa lahko bi kaj zrezala. Ja. Ajde, Štil zakon, vidimo se. Dele, kaj podivam, te najdem.
Seveda. Kaj furaš danes, imaš kaj Ne, panoramske? danes teč ne vozim, danes sem reporter. A si reporter? Danes okoli hodim pa težim folku. Lepa, stari, lepa. A je lepa? Lepa. Hočeš kakšno cifro dobiti, ajde. Živite, ajde, štil, zakon. Dobar dan. Živijo, jaz sem Dino in sem prišel, da vas malo vprašam, kako ste kaj? V redu. Približi, da nas ujame tale white screen. Aj si ujel, dober je. Dajte mi povedati. To. Pa svedi, glej, če me že ti nisi hotel. Kaj vi kaj tukaj počnete v Štilu? Hostese smo. Hostese, kaj počnejo kje hostese v Štilu? Delimo letake, balone za otroke, zastavce. Okay. Kaj pa predstavlja podjetje Štil? V bistvu tukaj predstavljamo žage različne, sesalce, potem zapihati, vse. Super. A si kdaj že uporabljala kaj takega? Ne, iskreno jaz ne. Viš, iskrena je, to je to. A zdaj pa vi mi povejte, kakšna je vaša funkcija v Štilu? Isto, kot njena. A vi kaj drugače delate kot ona ali podobno? Ne, isto delamo obe. Pa ste vi kdaj probali kakšen ta visokotlačni čistilec? Jaz sem, ja. To je to. Se pravi, pri njej se lahko naučiš, kako se upravlja visokotlačni čistilec. Bravo. Štil zakon, a je. Dobar dan, pa delamo en mali prispevek o podjetjih na eventu in vidimo, da ste podjetje Simed, nam lahko poveste, s čim se vi ukvarjate. Ja, s plastično kirurgijo in sem smo prišli zato, da delamo preventivno akcijo pregleda kožnih sprememb za ljudi, ki jih to zanima, ki jih kaj skrbi. Lani smo že bili tukaj, znotraj enega dneva smo pregledali 70 ljudi, ki so prostovoljno prišli in odkrili 12 rakov. Wow. In zato smo se odločili, da bomo pač sodelovali na takih stvari, ker ljudje enostavno pogosto nimajo možnosti, da hitro pridejo do Pa to vi počnete tukaj zdaj ali? Seveda, tukaj zdaj. Lahko pogledate en ta tukaj imam eno. Lahko sam tam gremo od zadnji pa pogledamo. A gremo pogledati? Da pokaže. Ajde pa gremo. Ajde. Pokažite mi kožo, pa da vidimo. Aja, to vi delate tako. V bistvu imam jaz tukaj, a imam eno znamenje. Tle gor imate to je en papilom, nenevarno znamenje. To ni nujna odstranitev, odstraniti se jo pa da. Živijo, zdravo, dober dan. Iščem nekoga, ki predstavlja zavarovalnico Sava. Gospod direktor. Gospod direktor. Pa je še tja. Gospod direktor. Zdravo. Zdravo. Moje ime je Dino, prišel sem malo, da se pogovorimo, predstavimo vaše podjetje. Jože Grobolšek, zavarovalnica Sava. Vi se ukvarjate s čim? Jaz sem direktor področja poslovnih zavarovanj, ljubiteljsko pa inštruktor važne vožnje, amaterski mal dirkače, take zadeve. Vi ste prišli sem, da predstavite, pokažete. Naša v bistvu osnovna ideja je pač, da ljudem približamo nevarnosti na cesti, s tem, da vplivamo, kako bi rekel, entuzijastični del, tudi na varnostni del, kar se tega. Zato smo tukaj zraven, imamo tudi pač simulator prevračanja, da pač tudi kolega pokaže, kako v bistvu, če se vozilo prevrne oziroma prevrača večkrat, kako zleze pač ven iz avta, v bistvu, da si sploh zna varnostni pas odpeti. Če padeš v vodo, je lahko kriza, če si ga ne znaš odpeti, ne? Po drugi strani pa, da se primeš, kot da ne padeš dol in zlomiš štilnika. To je osnovna zadeva, ne? Lahko vas tudi povabim, pa poskusite, kako to zgleda. Gremo probati. Pa boste videli, kako gre, pa če se ne dvakrat zavrti, boste na glavo in on bo seveda varno vse skupaj pokazal, kako varnostni pas odpnete. Tudi bistvena zadeva je, kako ste, vsakem pokaže, kako ste v vozilu pripeti. To je najbolj pomembno, da je varnostni pas zategnen, malo manj prijetno na samem začetku, pa se pa pač navadite, če ne pa ni v funkciji. Gospodična ima izkušnje s pripesovanjem? To je prva stvar, ne, pas. Če prije do trka, se bo pas tule zategnil, telo gre naprej. Ja, ajde, gre z glavo. Gre z glavo, še naprej. Glavo skoro v volanu. Zdaj je pa pas zategnem, ko prije do čelnega trka, pa še enkrat z glavo naprej. A je razlika. Ja, seveda. Se pravi, ti, ki se usedeš v avto, ti mogo pas zategniti. Pas pa ga tako narediti. Ne, to se pri trku naredi. Samo spodaj, da se ga zategne, pa po zimku imamo kakšne bunde, da gre pod bundo pasa. Malkrat delamo. Novejši avtomobili pa starejši avtomobili, ko imajo višjega ranga, imajo samo zatezne pasove. Drugače pa treba zmeri priporočljivo, da se pas zategne. Pa ste slišali? Zategance. Ste zategnjena, gospodična? No, jaz drugače nisem zategnjen, ampak okej. Tokrat sem. Roke prekrižata. Vam nam bruhu. Okej. No, tole pa, oh my god. Hvala Bogu za pas.
Če ne bi bilo pasu, bi šel vrat. Oh my god, Gardaland, Aqualand. Oh, shit. Kva pa? Najprej sopotnica rešuje. Ok. Vzame noge na streho, pošlo. Ok. Se pravi, punca se odveže, prime. Probajte dati nogo na streho. Ja, jaz pa tega ne morem narediti. Če ne bo šlo, oporo najdete, pritisnite zadnico, usedeš, da se pas sprosti. Ne, s to roko se uprite navzgor, pa glavo imejte poravnano, da ne padete na glavo in da se vam ne spodvije. Evo, to je to. Ok. Ja, v taki situaciji pa še nisem bil. Tako da zdaj razbijemo šipo in gremo ven. No. Ja, sem šipo bi tukaj, sem čak Norris razbil. No, to pa je ena taka izkušnja, katero bi morali vsi probati. Vozim že 25 let, ampak tega še nisem doživel. Upam tudi, da ne bom. Tako da hvala lepa Sava Zavarovalnica za tole demonstracijo. Tako da pripasite se pa preglejte, kako ste se zapasali. Se mi kar vrti, gremo. Fantje in dekleta, povejte mi, kako se kaj imate na eventu. Dekleta so najlepše, dobre muščice. Kaj vam je najbolj všeč na eventu? Dobra energija, dobri avti, dobre punce, vse. Bravo, pa veseli smo, ne? Ful smo veseli. Boste še kdaj prišel? Bomo še. Se splača. No, tokrat si bomo šli pogledati na enega kolega, ki sem ga spodal zadnjič na Grobniku. Gospod, prosim. Pa se mene spomnite vi. Gospod Enoti. Kako? Super, evo. Nisem vedel, da boste prišli sem pokazati svoj tale simulator. Ja. To je nekaj novega. Ja, od januarja smo sicer na tržišču, ne? Kako se imenuje vaše podjetje prvo? Racing Cage. Racing Cage. Tako. Čemu tole služi? Ja, več namenoma, to je recimo za voznike začetnike, ne? Da dobijo prvi tisti kontakt, kako pa kaj. Pol je tudi za motoriste, ki pač ne dosegajo nekih hudih nagibov na cesti, ker pač ne morejo, ker ni varno, ne. Pa da če kdaj bi se mogli nagniti, lahko tle probajo sploh, kako to zgleda, ne. Mi dirkači pa pač treniramo na tem simulatorju. Pa lahko jaz to probam? Ne more, zato ker nam je zmanjkalo elektrike in mi vsi, ki imamo simulatorje, smo brez štroma in žal zdaj ne moremo. Sam bi moral imeti agregat Honda tukaj zraven. Ne moreš imeti, ker bi mogel kamion pripeljati, da bi to lavkalo. Ali to klapa? Ne, res, mi je prav žal, ampak nimamo elektrike, ne moramo funkcionirati. Daj mi povej, kje pa drugače lahko to probajo? Ja, jaz imam prostor prilagojen za Racing Cage, za ta simulator. Noter je šank, delavnica, več motorjev, eni razkopani, eni taki. Šank je zelo pomembna stvar. Šank. Ja, moraš enega takrat, ki ga spiti malo za živce, ne? Tako. Da se ti ne more nič narediti, pa je to super, ne? Pa dobro je, ka ni oken, ni ure in zgubiš čist. Vse drugače, jaz imam doma tudi simulator samo za avtomobile. Za avte, ja, tako. Tako da tole, ki sem videl na Instagramu par teb, prvič se mi zdel, wow, glej, ko obstaja tudi za motor. Največ, kar sem igral MotoGP igrice na PlayStationu. Je bilo na PlayStationu. To na joysticku, a veš? Ja, samo tam sediš, ne, tle se moraš pa res nagibati, pa tudi tvoj telo mora biti pripravljeno to, ker to so res ekstremni nagibi in tudi cel telo dela, ne. Čeprav sem se spomnil, so oni avtomati v zabaviščnih parkih. Ja, ampak to gre samo levo desno. To je pač next level simulatorja tudi, ne, on ima, recimo, ko bremzo pritisne se spreden konc spusti, ko gas daš se dvigne, pol ima zašaltat, lahko zadnjo bremzo imaš, ima simulirati zdrs spredenga kolesa ti vzame, a veš, pač vibrirati, da prav čutiš, ko gasa ti daje, zvok je pač, imam soundbar sistem, pa tako je res dober. Pa za evente imamo malo manjšo televizijo, za pri meni doma je pa 2 metra pa po diagonala, je pa oreng, da ti, ko se nagneš, da gledaš lahko izhod ovinka. Kjer špil pa je, oziroma? Imamo 2, to pomeni učim vse na Mototrainer, to je pač naša aplikacija. Pol gremo pa na MotoGP, ker se pa tudi lahko povežemo z drugimi in tekmuješ z drugimi in vse. Samo ni ponovno joystickov, ti pa res? Ti si pa zares, ne, in je pač res dober občutek, kad ti z drugimi tekmuješ, pa se daješ, pa grizeš, pa padeš, pa pobereš, pa spet gas, res dober. Ful dober, ful ti hvala za to informacijo, drugače pa nikoli ne bom pozabil tega, ide gas! Ide gas! Super, res, se pravi, ko si rekel ime firme? Racing Cage. Racing Cage, pridite, sprobite pa to. On je pa itak najjači v Sloveniji. Ajde, dober dan. Iščemo nekoga, ki bi nam lahko kaj povedal več o BRP-ju. Vi ste? Sara.
Sara, vi predstavljate kaj? Kaj predstavljam? Ja. Jaz delam v prodaji za Ski&C podjetje, tako da prodajam vodne skuterje, Can-Am 4-kolesnike, Can-Am 3-kolesnike, vse celotni prodajni program od BRP-ja. Prav BRP, Can-Am, kaj to je ista firma ali kako to? Tako. Celotna znamka je v bistvu BRP, pa ima potem več podznamk. Tako da imamo za vodni skuter Sidu, za 4-kolesnik imamo Can-Am. Okay, tako, pa za 3-kolesnik imamo Can-Am, pa potem motorne sani, Ski-Doo pa Lynx. Ok, kje pa se vaše podjetje kje nahaja? Mi smo pa na Polzeli. Polzela, to je v bistvu poleg Celja. Dajte mi povedati, katera stvar tukaj vam je najbolj všeč oziroma vam najbolj dvigne adrenalin? Jaz osebno se najraje vozim z vodnimi skuterji, tako da imamo tudi vsako leto dogodek z vodnimi skuterji. To so tile do 325 konjskih moči, tako da v bistvu vsak od naših zaposlenih dobi svoj vodni skuter, nek rabljen, nek naš demo, pa se potem vozimo po naših dogodkih. Slovenija, Italija pa Hrvaška. Ok, zdaj sem tukaj opazil, da imate tega 4-kolesnik, pa imate pa to še neki pokrit kamion, kaj pa to? Tako. To je pa v bistvu vozilo, Can-Am Traxter, homologacija je kot traktor, pa v bistvu namenjen za neko pomoč pri delu, recimo za razne kmetovalce, ko potrebujejo, ker ima vozilo kason, tako da ima v bistvu zelo veliko nosilnost, pa lahko v bistvu naložite dosti enih stvari v kason. Kason se lahko tudi kipne, plus vlečno kljuko ima, tako da je primeren tudi za vleko. Prav, to je v bistvu kaj en traktor varianta. Tako, homologacija je pri vseh kot traktor, F kategorija. Malo bolj fancy izgleda pa tako. Tako. Lahko še kakšno punco zapelješ, ne? Ja, kamo, to zadnje naložite pa tako. Pa v kuruze pa, ne? Super, no, se pravi, v Polzelo jaz pogledat malo 4-kolesnike, če ne pa na kavo pa pogledati. Vabljeni. Tudi na kavico lahko. Bravo, jaz sem za. Hvala lepa. Hvala. Ok, gremo se zdaj malo gledati nekaj drugačnega, malo umetniškega. Dober dan, mi pa delamo prispevek za New Limits. Malo, snemam, čakajmo. Živijo, kaj počnete? Ja, se vidiš, ne? V bistvu vas barvajo. Tako. Mi smo se nazadnje barvali v vrtcu. A ja? Ja, kaj vi predstavljate tukaj? Delam promocijo. New Limitsu. A je naporno stati takole? Ni naporno, če imaš tako dobro body painter, ko je vse to. Vi se pa ukvarjate s tem, ali kako? Ja, po slovensko se temu reče kožoslikar. Kožoslikar. Koliko časa se že s tem ukvarjate? Se ne upam povedati. 27 let. Bravo. Se pravi, če bi jaz hotel priti do takih teles, bi mogel postati kožoslikar. Tako je. Ali pa moj asistent za čopiče pucati. Tudi to je nekaj, ne? Jaz sem za. Je rekel, da lahko farbam. Hvala lepa, uživite, se vidimo. Živijo, zdravo. Kako smo kaj atmosferci? Kaj počnemo danes tukaj na eventu? Kakor vidiš, ne samo, da imamo veliko obiskovalcev, ampak imamo veliko potencialnih kandidatov za Formula 1. Veš, koliko polka je hitrih na temule? A se probo? Nisem. Moraš se probati. Sem videl, ja, da imaš 2 poskusa 2 evra. Biznis laufa bolj kot v onih Filipičih v 80-ih. Tep dam za džabe, sam ne vem nobenemu v krogu gor. Daj mi daj karte za džabe, pizderija, ne pa sam to. Daj, pet se probati. To deluje tako, da moraš iti nizko v prežo, tako da stegna zapečejo. Pej dol nizko. Jaz ti bom pržgal, vse kar ujameš, odložiš takoj na tla. Ajde, 3, 2, 1, zdaj bo. Opa! Ajde! Ajde! Ajde, legano! Lega! Evo ga! Ej! Dobre, pa sem ujel! Pa bi bilo slabše. Ej, to je 2 več kaj Jure. To! Tako, zanimivo, nekaj novega. A mogoče je bolj ta pritisk, da moraš ujeti. Pred kamero je težji, se vem. Ja. V bistvu to testiraš kva? Svoje reflekse. Stari, to je ful dobro. Da, ko se ti na čopovi pržge zelena, da prvi speleš. Gledam, hard rate preko 100. Dobra zadeva. Tako da, kako to, da si to v furu sem? Videl sem, da dirkači dosti trenirajo s tem. Pa smo atmosferci to enostavno najdeli nekje, pa zbrskali, pa prepeljali v Slovenijo. Tako da, prvič, da sploh kdorkoli tole probava. Saj sem videl, si vse enkrat ujel. Neki si dal na story. Saj si pred tem po mojih zgubil 1000. Ne, ajde, zdaj ti mene testiraš. Če ne ujamem vsega, ti dam eno besek. Saj karte mi dej, no. Kjere karte? Te ta nove, ta stari malo. Ajde. Alo, golfamo pa malo nagajamo. Kje so une bubuzele, a veš? Sam gledal, kako se je on postavil na širok. Prav, Bože, pomozi mi, daj mi sisu. Daj mi sisu.
Gleda, da ne bo več od kart. Tale je res, bravo! Ja, to so pa leta in leta ročnih spretnosti. Če pa to ni prijazno, hvala ti lepa. Drugače si lahko nabavite njihove karte, atmosferci. V prvi ediciji je bila tudi moja S2 Jurija. Tako da, ful hvala, pa priporočam vsem, da gledate njihove podcaste. Hvala ti ful, da si me obrukal, ampak okej. Karte sem pa dobil. Živo, zdravo, tebe rabim. Njega potrebujem. Zdravo, jaz sem Dino. Zdravo. Hodam okoli in spoznavam podjetja, ki so tukaj na temu eventu. Vidim, da imaš vzad pure adrenalineže, ki ti dajo veselje, energijo, orgazme, vse. Vse od prvega do zadnjega, tako. Povej mi, s čim se ukvarjate, kaj delate, kaj predstavljate? Mi smo Mighty Motocross, imamo vse cross motorje, od najmanjšega otroka starega 3-4 leta do 450 kubičnih cross motorjev, ta velikih, kot je naprimer ta moj. Ta je supermoto, to ni za rento, to je samo za zabavo. Samo za zabavo, tako. S tem sem včasih dirkal. Prav ti si kaj, dirkač? Jaz sem dirkač, tako, bivši supermoto dirkač. Vozil sem na svetovnem prvenstvu 3 leta, bil sem evropski prvak, 5-krat državni, tako da... Kjerega leta so to bila? To je bilo od leta 2009-10 naprej, ja. 2010 sem bil evropski, 2011 sem bil svetovni 6. Kaj pa zdaj počneš dejansko? Zdaj sem pa direktor v domačem podjetju, imamo transportno podjetje. Super. Moj hobi so pa motorji in vidite... Se pravi, lahko priješ kaj, sposodeš si tam motor? Tako, to imamo, Mighty Motocross je tako, da si prideš, se najaviš preko interneta, obrazca, se izpolne, izbereš svoj termin, prideš na motocross progo Brnik, dobiš upremo, trenerja. Prav, jaz bi rad zdaj vozil en motocross, nimam motorja, nimam pojma, najdem Mighty Motocross, pridem, alo, dajte zrihtati, ti vse zrihtaš. Prvič na motorju, ni problema, zadnjič smo naučili roškarja v 20 minutah voziti motor, tako da vsega naučimo. Tudi ženske naučimo voziti, ni noben problem. Super, se pravi, dejansko najde vas kje? Mighty Motocross. Internet. Tako. Kaj pa nahajate se pa v kjeremu mestu? Brnik. Na Brniku ste? Tako. Tam je tudi cross proga. Tam je cross proga. To je pa moj sine. Nova bodoča zvezda motocrossa, a je res? Dej, pa dej. Kepica. Bravo. Pa smo nazaj pri RP Toolsih in seveda smo končno našli našega Skubija. Skubi, kje si ti men? Evo me v Logatcu delam. Kaj delaš? Danes pa gume menjamo za drifterje. Kako se ti zdi ta današnji event? Top. Realno lanskega sem rekel, da je kar nekaj, letos, ko sem pa tukaj, je pa top. Toliko se dogaja, da ura, 2-3 te mine, kot 3 minute. Jaz vem, zakaj ti je lani bilo bedno, zato ker ni bilo mene, ker sem jaz v Lambotu se vozil, koliko pa si bil ljubosumen. Ja, ne ljubosumen, žalosten. Škoda, ker te nisem pel en krog, sam ne bi mogel not. To je problem, ja, drugač prikolca pa grem. Drugač, kaj posebnega danes se je zgodil? V bistvu ne. Razen tega, da sem jaz tukaj. Vse gre po planu? Vse gre po planu. To ti je pa tako, kot je RP Tools zraven scene, ki se dogaja. Tako da, ful ti hvala, mi gremo pa malo pogledati, kaj v nekaj počnejo. Hvala tebi. Tvoje ime je? Erik Janković. In ko Erik poje banano, postane banana njam, ti tega ne poznaš. Ne več, ker to je bilo pa pred mojim časom, so me pa tvoji vrstniki dobro seznanili s to finto. To je bila ena izmed najjačih risank v 80-ih, 90-ih in to smo požerali. Tako da jaz mislim, da ti moral imeti Erika banana njam nalepko ob strani in pri dobu bi vse starejše na svoji strani. Kaj ti počneš tukaj? Evo, jaz pa vozim drift taksi, rad sem prisoten tu z 2 avtoma. Ta glavni je tale Lexus, ki ima varnostno kletko in školjkaste sedeže za vse 4 potnike. Zraven je pa še ta stari BMW 36, katero pa vozi moja punca, ki je tudi drifterka, ona pa tudi vsak krog naloži 2 potnika. Kakšen je to avto Lexus? Večinoma imajo vsi BMW-je. Ja, to je v bistvu on Toyota tehnično, ker je proizveden v Toyotini fabriki in odlikuje ga Toyotin 4,3 V8 motor. Ima dobrih 330 konjev, kar sicer ni visoka cifra v teh časih, ga pa odlikuje navor. Njegov navor je preko 500 Nm in je konstanten skozi vse obrate. Se pravi, ni na turbo, to je navaden atmosferski. To je atmosferski, zdrži več kot 500 krogov na dan, na tem sicer majhnem poligonu.
in za sabo vleče v bistvu avto, ki ima sam po sebi tono 700, za vso varnostno opremo in na to pride še poln tank goriva in 4 potniki. Kako to, da si se odločil za tega Lexusa? Predvsem zato, ker sem drugače tudi fan japonskih avtov. Sva že 2. Tako, in je bil v bistvu dobra prilika kupiti točno tega. Sem imel pa že nekaj časa na vidiku neko veliko limuzino, serijsko z enostavnim V8 motorjem, ki bi bila drift taksi. Tako sem zbiral v bistvu med vsemi velikimi limuzinami in na srečo se je pojavil ta, dejanski japonski primerek, volanom na desni strani in služi odlično. Mašina, motor, si kaj že predeloval, crknal kaj, kako, kaj? Motor je interno serijski, ima pa nov sesalni sistem, tako da malo lažje diha, pa tudi nov izpušni sistem. To pa je vse podprto za novo mapo na računalniku, da naredi nekaj več konjev, pa nekaj več navora kot originalno. Bravo, se pravi, danes si odfuril kar nekaj ljudi. Ja, trenutno smo na polovici našega urnika in sem preko cifre 100. Preko 100. Tako je. Ej, če si želite spoznati Erika, ga lahko followate kje? Na Instagramu boš posnel avto ali pa na YouTubeu imaš tudi na avtu Skid Shop na YouTubeu. Ok, tokrat smo prišli do famoznega Gaberja. Sprav, tole je slovenska legenda, ki govori o... Če ti tako rečeš, pol to glej, o motorjih, to. glej, Ja. ko te slišim, vidim Rosija, vidim Markeza, vidim vse. To. Rastali smo s tabo. Če je tako, pol je to, pol sem jaz happy, pol sem zadovoljen. Tako je. Ja, ok. Povej mi, kaj počneš tukaj? Špiker, delni obtep, vsak to neki razdeliva, ti smo imel kar exhaust competition, jaz imam vse ostalo in se mi zdi, da je fajn in se mi zdi, da je top, da je prišlo toliko ljudi, da imamo dober event, fantastične avte in da smo Slovenci spet pokazali, veš, da nismo sam planica, pa smučanje, pa to, ampak da nas ganejo tudi bencinski športi, da imamo zanimanje za hude avte in lej 13,000 ljudi, ali kolikih je bilo danes, ne, se še ni noben zares preštev, ne, to definitivno potrjuje, da imamo passion za tehniko, za hude avte in da nas to enostavno zanima in da bi si na konc dneva tudi zaslužili mogoče celo več takih eventov ali pa celo neko dirkališče ali pa celo večji prostor, kjer bi to lahko organizirali. Dirkališče, to je to. To je tisto, kar manjka pri nas. Jaz sem na tej strani, absolutno. Ne bi si delal utvar, da rabimo neko mega stezo za Formulo 1, ker smo pač le majhna nacija in je to nerealno in tako stvar vzdrževati na dolgi rok je tudi težko in tudi drago, ampak neko primerno stezo, malo večje od tega, da imamo neka državna prvenstva, motoristi, avtomobilisti in take evente, kot je to bi pa definitivno rabili. Kaj misliš, koliko včasih, ko smo se furali na Mobikrog? Ja, recimo, Mobikrog bi bil super, ampak ta nesrečni Mobikrog je bil večkrat štartan, nekako proban, ampak nikoli ni shodil, vedno se je nekaj zlomil in še danes to tam stoji na pol zapuščeno in je škoda, Mobikrog bi bil top za tako. Ja. Jaz se spomnim, da sem bil v vojski včasih in sem čuval tam avione, pilatese in se zraven slišal Sej nič narobe, sej oni 4 pilatusi, ki tam javijo, lahko še danes tam stojijo, mislim, da to ni kakšna velika vojna tajna, mislim, da te avioni tudi niso kakšna resna stvar, da bi bilo treba to pred kom skrivati, naj bojo, ne, sam tisti del letališča tam v Cerkljah bi se zagotovo lahko uporabljal tudi kot nek poligon za varno vožnjo, pa neko dirkališče v Sloveniji. Jaz sem prepričan, da bi se to dalo skombinirati in da bi lahko vojska tam mirno bivala s svojimi aktivnostmi in tudi motošport. V bistvu mislim, da bi se mogli zamenjati par ljudi, da bi to vse skupaj lahko zalaufalo. Ampak kaj veš, par ljudi se je tam večkrat zamenjali, pa smo imeli levo vlado, pa desno vlado, zdaj da nava preveč v politiko rilna na takem fajn eventu, ne. Ampak na konc dneva se pa ni zgodil nič, kakorkoli je tam kdo bil, neki denarji so se skasirali, pa vse skupaj ugasnili in Mobikrog, glede na to, da so ga pred leti preplastili na novo in da je pravzaprav čisto uporabna steza, še danes sameva. Smo pa v Logatcu. Upajmo na najboljše. Hvala ti, Gaber. Upam, da boš dobro odfuril tole vse do konca, da bo energije in moči. Pa, kaj ne reče, se vidimo naslednje let. Pridite, New Limits 2025. Trenutno smo pri štantu, kjer imajo Twister Ice Cream Rolls. In za nas je prijetno dekle naredilo en pač tak ice cream, pa da mi to malo probamo. To je v bistvu sladoled. Zelo
osvežilno paše v takem vročem vremenu. Je pa zanimiva ta metoda delanja teh ice cream rollsov. In če še niste tole probali, vam iskreno priporočam. Ta limonada je narejena od vojaške Ane. Ana ga meša, Ana ga stiska, na koncu vsaka limonada zavriska. Tako da svaka ti čast. Hvala. Ok, evo nas, končno smo pri štandu, kjer se ustvarjajo japonske palačinke. Daj mi povej, kakšne so to japonske palačinke? To so palačinke, se na tak poseben način zlagajo, se pravi v trikotnik. Potem imamo take posebne file z belo čokolado, jagodo ali pa, ne vem, Nutella banana ali kaj od tega. Pa jaz pravim, da je moja babi Japonka, zato so japonske. Spominja me na jufko kebab varianta, samo da je sladka. Ful dober, stari. Zadovoljen? Daj še eno za mojega kamermana, da bomo res veseli. Ja, definitivno. Reč mamici, reč babici, da je prava Japonka. Živijo, zdravo. Živ. Kako ti je ime? Jernej. Jernej, daj mi povej, kam ti je sestra punca pobegnila. Pa ne vem, se boji kamere. Daj mi povej, kako se kaj počutiš na tem eventu. Pa dejansko super, ogromno avto, ful zanimive stvari, drift taksi bil zakon. A si šel? Ja. Sadili nikad pravijo, a ne? Tako nekako, ja. Si že bil kdaj na takem eventu velikem? V bistvu ne, edino GHD. Bravo, bravo. Boš prišel naslednje leto? Kam? Sem? Ja. Brez skrbi, kaj? Hvala ti lepa, pa uživite. Hvala. Čau, čau. Zdaj smo pa na enem posebnem območju, se pravi motorji. To je moja strast. To je tisto, kar mene žene. Sem veliki ljubitelj motorjev. Čeprav tole ne velja, mora biti 4.6. To je to, kar sem rekel. 4.6. Čeprav jaz sem hondaš, ampak imam rad Rosija. Kot da bi mogel Rosija na Honda dati. Čeprav je tudi bil. Ja, bil je včasih. Kako si, kva ti je roden? Super je. Na vsakem eventu te vidim. Ja. Ti živiš za tele evente? Ja. Kako se ti zdi? Pa super, odlično. Vsako leto boljše. A ne da vsak let boljše? Ja. Boš prišel naslednje leto? Ja, obvezno. Obvezno. To je to. Fanti, da samo rabimo dirkališče, da bi bilo še boljše. Dirkališče rabimo. Kdorkoli to gleda, dirkališče. Bravo, se vidimo. Živijo dekleta. Kaj vi dve predstavljate tukaj? Mi smo sam lepe tle. En mora biti. Saj ena, ki prizna. Svaka čast, ne zamerimo. To je res in to morate biti. Iskrenost je lepa čestnost. Bravo. Uživite, punce. Hvala. Dajte povedati, kako se vam zdi event. Hud, prva liga, ampak na začetku je bilo malo preveč volka, zdaj je pa prva liga. Zdaj se pa malo umiril, pa malo je spustila temperatura, to je to. Prva liga. Kako ti je danes? Dobar. A boš še kdaj prišel? Ja. Koga imaš tukaj? Tebe. Vse vloge ti pogledata malo, vse. Vse sem ti dal nalepko, a ne? Ja. Svaka čast. Enkrat so rekli, da bo do tebe uletela. Kar prita. Kar prita. Aga malo na simulator pa to, ne? Bo trgov volan. Honda bo S-ko močkano upravil, pa je. A znaš pred avtomobile? Ja. Bravo. To je to, gremo naprej. Živijo, fantje. Zdravo, fantje. Dobar, kako ste vi? Evo, dobro. Ste že zrihtal BT-ja? Enega obnavljam, enega pa še bom, ampak kmalu. Kmalu. Koliko časa ste že tle? Od začetka. Cel dan. Kako se vam zdi? Super je. Koliko na avto je, pa tako. V redu je. No zdaj več ni to kroče, ne? Zdaj dobro, ja. Smo se mogli šlaufom iti, pa kot boli. A zaradi pulca ali zaradi avto? Vsega, zaradi. Svaka čast. A prijete naslednje let? Prijemo. 1, 2, 3, 4 in desnina pada, modri brani, trudijo se, da bo zadel kakšen gol in to je gol modri, svaka čast. A kateri klub ti predstavljaš? Jaz ne predstavljam, NBA gledam, to sem tako malo gledam. Se pravi, ti imaš ročne sposobnosti že? Ja, ročne sposobnosti imam, ampak fuzbol me ne zanima. Ne zanima? Ne. Škoda, da nimaš pol NBA tukaj, da bi malo kucu. Škoda, to bi pa šel, ja. Daj mi ti povej, kaj pa ti predstavljaš? Barcelona! Barcelona! Ja, tako, daj malo, osveti mu se. Ajde, pokaži, daj gol hitro za video. Ajde, budri. In seveda rdeči napada, modri brani, ki ne mara futbol, ampak se vidi, da on orang igra, ker tole ni človek, ki nikoli ne igra. In Barcelona! To je to, svetili smo se, idemo dalje. Uživajte, momci, ajde, čao.
Kjer sem jaz? Z YouTubea. Jaz sem z YouTubea, jaz sem. Punce, dajte mi povedati, kaj tukaj počnete? Kako ti je ime? Minela. Minela, teb? Žana. Minela Plužana. Kdaj ste prišli danes? Ob 4. Tako pozno, kaj? Ja, Čana ni mogla prej. Zakaj nisi mogla prej? Ma ne vem. A ti fant ni pustil, ne? Ma ja. Ko mi povej, fant ni pustil. Je rekel, Minela, ne greš ti kamer, dokaj ne narediš palačinke. Žana, kaj pa tvoj fant? Kaj, A je pustil? jaz ga nimam. Ona ima vsak dan druga. Pa taka si ti, Žana. Ma ja. Hvala. Daj mi povej, a ste že toliko stare, da imate vozniško dovoljenje? Ne. Ne, koliko si stara? 13. 13? Koliko si ti? Dobro, malo, ti še ne smeš imeti fantov, kaj s tabo? Jaz sem 14. Ona ima pa lahko fante, tako da, ko bo 14, imaš lahko fanta. Aj prav, ti jo pa čuvi, da ne bo kakšnih... No, jaz njo vedno čuvam. A vedno jo čuvaš, ne. Drugače, punce, kako se vam kaj zdi na eventu? Pa super, super je, ful so lepi avti. Kaj je najbolj vam všeč? Kje so tipi? A gledaš, vrebaš, pecaš, Alo, ti s 13, kaj si to? Da je reči, da ne smeš do 14. A zato ste se vi tukaj postavili, mišice pa to? Mi dve smo hoteli iti na udar, sam. Najbrž nismo dosti močne. Ti si ziker Balkanka, či hočeš enega pretepst. Saj sem. Či hočeš enega pretepst, veš? A to se učiš, kako boš svojega moškega vzgajala. Ja. Vse prav. Punce se imajo fajn, to je to. Uživite, fajn se imejte, zgledam prej. Ajde, Minela pa Žana. Čau, kepica. Dober dan. Dober dan. A si slišala kdaj za izraz, ti ga ližeš, on se topi? Ja, zdaj prvič. Prvič, a ne? Ja, vidim, da upravljaš delo kar dober. Ja, mi A se kar ti gre, ne? mogoče kaj tekmuješ v tem obvladovanju sladoleda? Ne. Ne, ampak vidim, da nisem, kot da si se rodila s tem talentom. Punce, šalo na stran, kako se vam zdi tale event? Odlično, res dober. Kaj vam je najbolj všeč tukaj? Pa tule, kad driftajo, je kar zanimiv. A ste se šle kaj pelat? Ona je se išla, jaz sem gledala. Povej. Super je bilo, res dober. Je bilo kaj strah? Čistnač. Prav, borka po duši. To. Drugač, kjer avtomobili so vam najlepši? BMW. Kaj vidijo na teh BMW-jih? Z tega ne razumem. So kakšni luštni fantje? Vse najde. Tebe malo narude, ne? Mečke, ne? A samo mečke, ampak gledaj, glej, drž se ti sladoleda, raj pol. A veš, spet on je tukaj, fantov ni. Ampak ful hvala, ker ste prišli. Naslednje let, kje planirate? Se vidimo. Super. Koliko ste stare drugače? 20. 20? 18 bom. Legit, stari, gremo. In za zaključek dneva bi vam rad predstavil nekoga, ki predstavlja eno tako zagonetno firmo, seveda pod imenom Enigma. To je dejansko bila šifrirana naprava v drugi svetovni vojni od nemških podmornic. Ampak mene zanima, kdo ste vi? Jaz sem Aleš, jaz sem direktor podjetja Enigma Motorsport. Mi se ukvarjamo s tuningom, se pravi, delamo vaše avte hitrejše. Zate najbrž ni pomoči, ampak večino avtov se pa da. Se pravi, moj avto je že dovolj hiter, hvala lepa. Daj mi povej, kaj vi počnete tukaj, danes kakšen je bil plan? Kot Enigma smo pripeljali Dyno, zaenkrat še nismo zavrteli avta, zato ker enostavno ni dovolj elektrike na dogodku, ker vidite, kakšen je dogodek. Ampak, zdaj je v planu, da naredimo blackout, ugasnemo cel event, pa zavrtimo še Dyno, da izpolnimo to, kar smo obljubili. Dyno pomeni kaj za lajke? Dyno... Skoraj bom pojedel. Dyno pomeni okrajšava za dinamometer, ki je v bistvu naprava tle za tabo in se sicer uporablja za meritev konjskih moči vozila. Se pravi, to je en od načinov, kako to meriš, je, da zaviraš avto med pospeševanjem in iz tega, v bistvu, koliko si potreboval moči, da si ustavljal avto, lahko ugotoviš, koliko močan je avto. Se pravi, ti, ko pripelješ sam avto, vi ga predelate in potem s tem zmerite vašo predelavo? V bistvu je namen Dynota kot tazga je orodje, zato ker na cesti delati optimizacijo motorjev in tako naprej bi bilo kot prvo nevarno, kot drugo je pa to kontrolirano okolje, se pravi ponovljiv rezultat, vsako spremembo, ki jo narediš, vidiš, a je bila uspešna, a je v redu, a avto dela tako, kot treba, a so številke tam približene, kot morajo biti. Koliko časa pa ste vi že na sceni? Matematika, pozna ura, 15 let plus. V kakšni navezi ste s Skubijem? Kdo je to? Kdo je ta Skubi? Šefe, pa ne moram pomagati, levo, desno. Gremo levo. Dej požeži tole. Ajde.
Thank you.